Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali s pesnico Cvetko Lipuš, eno najmarkantnejših ustvarjalk z avstrijske Koroške. Izdala je 9 pesniških zbirk. Za zbirko Kaj smo, ko smo pa je leta 2016 prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. Danes pa se bomo pogovarjali o njeni najnovejši pesniški zbirki z naslovom Odhajanja za začetnike. Gospa Cvetka Lipuš, lepo pozdravljeni. V Salzburg, kaj ne? Ja, tako je. Verjamem, da vsaka pesniška zbirka zahteva določen čas, da se sestavi, da dozori. Je vaša zadnja pesniška zbirka Odhajanje za začetnike zaznamovala kakšno posebno obdobje v vašem življenju? Kako je nastajala? Ta pesniška zbirka je bila začetka morda bolj kot so najbrž vse zbirke, bolj kot slutnja, kot nek dodelan koncept. Ampak ta tematika odhajanja, sprva me je to bolj zanimalo v kontekstu migracije. Seveda je to v zadnjih letih zelo aktualna tema v medijih, v javni debati in tako dalje. Ko sem v začetku 90-ih letih se odselila v ZDA, sem tudi v bistvu sama postala migrantka, ena izmed mnogimi priseljenci. In skoraj 2 desetletji kasneje sem se vrnila v Avstrijo. Ta selitev je precej nepričakovana in novi začetek v Salzburgu podoben ponovni migraciji. Mislim, seveda te selitve ne bi primerjala z usodo priseljencev ali beguncev, ki se selijo, bežijo zaradi vojn, ekonomskih in drugih vzrokov. Ampak to je bila neka čisto začetka, osnovna ideja. Od teh prvih začetkov do zaključene zbirke je zelo dolga pot. In nekako samodejno se je razširila na različne odhode, zapustitve in to ne samo v dobesednem, temveč tudi v prenesenem pomenu. Saj vsem bitjem je pri prihodu vpisan odhod. Tako. Poezija tako se mi dozdeva, se v javnosti večinoma pojavlja samo v kakšnih posebnih dogodkih, dramatičnih dogodkih. Zato me je v tem kontekstu zanimal žanr priročnikov preoblikovati za pesniško zbirko. Saj ti večinoma obljubljajo navodila, rešitev za razne težave. In to si nekako poskušala posvojiti čisto po svojem. Tako nekako bi rekla v glavnem v zbirki. Ja, tako kot že sam naslov, tudi potem razdelki pesniške zbirke nakazujejo prav na to, kar ste zdaj omenili, nekako nek umik, odhajanje, tudi stik s samoto, ampak na koncu se vseeno vrnete tudi k neki svetlobi, a ne? Ampak ne prehajate pa samo med prostori, ampak na nek način tudi v času. Prepletate preteklost, prihodnost, sedanjost. Recimo, v eni od pesmi pravite: ko pozabim na preteklost, se preteklost spomni name. V kakšnem odnosu sta s preteklostjo? Se iz nje učite, vas navdihuje ali se želite odmakniti in vas vedno znova dohiti? Kako je s tem? Je del nas in nas oblikuje, čeprav je to težko, morda tudi z leti vedno bolj, ne, ker je tako ta preteklost, tisto osebna preteklost, se veča in kako pojema bodočnost. Mislim, je v bistvu je kruta, tako je in najbrž v tem času in se mi zdi, da ti paralelni svetovi kot to, kar je že bilo in kar še bo, se začne nekako preklapljati. S tem najbrž tudi s tem, da se z leti ali pa tako tudi izgubljamo na drage in nekako imamo občutek, da kljub temu so ti v nekem paralelnih svetovih in so kljub temu še navzoči in to se začne prepletati. In v tej zbirki morda tudi to, da je ta, mislim, ne samo po tematiki, je neka osnovna tematika, to je odhajanje v raznih kontekstih, ampak zbirka je tudi, bi rekla, polifona, večglasna, ker so različni pripovedovalci ali kako pač rečejo v stroki lirski subjekti, ne. Tako da ni samo to zdaj, bi rekla, sem v tem oziroma ena pripovedovalka, temveč jih je več.
Kako sicer nastajajo vaše pesmi? Se vsaki dolgo posvetite, jo pilite, iščete druge nove besede ali nastanejo tako hitro, v enem zamahu, kot navdih? Je zelo različno, moram reči. Nekatere so tako zelo na hitro, mimogrede, na katerih pa delam zelo dolgo, ali jih pa spreminjam vedno znova. To je taka kombinacija. Ampak navadno je že tako, večinoma jih kar dolgo pilim in spreminjam. In predvsem pri teh pesmih, ki so v nekem daljšem ciklu, ker v tej zbirki jih je kar dosti, ki so posamezne zaključene pesmi, in nekatere so pa v ciklih. In tiste, ki so v ciklih, nekako poskušam narediti en lok, v bistvu je neka pripoved, neka notranja rdeča nit. In sploh na teh v bistvu jih kar potem spreminjam, ko je cel cikel še enkrat potem vidikom. Bi mogoče kar prebrali eno od pesmi? Dobro, hvala. In to bom ta naslednja z naslovom Litanija navadnih obljub, to je torej iz prvega odseka. Vse se začne, ko namesto ne rečeš da. Izbereš si garderobe svetlega prepričanja, da to pot bo. Da se bojo skodelice ter lonci spravili na držaje in odšvedrali na svoja mesta. Da se bojo smeti v pričakovanju inkarnacije v trajnejšo obliko odnesle v kanto, stari triki razširili svoj repertoar, odslužene stvari se bojo poslovile, lončnice na koreninastih hoduljah odrinile po vodo, računalniki, telefoni zapluli v bajtsko vsemirje, da bo življenje v nedeljski izdaji, ko se tokrat vrneš domov, zavita v šali z rose. Hvala. Ko sem prebirala vaše pesmi iz nove pesniške zbirke, nekako se je zdelo, da se prepletata dve vrsti spominov. En je ta zelo intimni, osebni spomin, vezan tudi na neka vaša določena občutja, doživljanja, drugi je pa ta vezan na neke pretekle generacije, tudi na vaše prednike. Kako vi to doživljate? Deloma je to, ker najbrž tako že v zadnji zbirki, kaj smo, ko smo, so začeli predniki prihajati v ospredje. In tudi v tej zbirki deloma so pripovedovalci, ali ne samo zdaj, kot moja perspektiva, temveč tudi neki širši kontekst. In v nekaterih zbirkah, v nekaterih pesmih predvsem je neki, torej kot ne samo moja osebna zgodovina, preteklost, temveč torej kot ena druga perspektiva prednikov, morda ne zdaj samo osebnih prednikov, ampak prednikov deloma tudi skupnosti, iz katere izhajam, tako da je tle več navezav. Ampak pesem kot taka, pa se nekako ne ozira ne na preteklost, ne na prihodnost, ampak res želi ujeti ta trenutek v času. In vi se pri tem velikokrat poslužujete nekih dogodkov iz vsakdanjega življenja. Kako vam prav ti motivni drobci nekako pomagajo pri ustvarjanju? Kako vam služijo? Dosti jih je takih, sploh to, ki sem zdaj prebrala, nekatere, ki se res tako navezujejo, čisto tako vsak dan. In se mi zdi, da je to nekaj takega, morda tudi, kar jaz iščem v liriki, v poeziji, je deloma ta mešanica, kot čistih bivanjskih, eksistencialnih vprašanj, to čisto vsakodnevnega, se mi zdi, ker to je vse, kar nas prepleta, od čistih dobesednih, ko zjutraj vstaneš in se lotiš dneva, do čist eksistencialnih vprašanj. In upam, in tudi tako nekako sem poskušala v tej zbirki pokriti cel ta spekter naše eksistence.
Ste človek bogate geografske širine, študirali ste v Celovcu, več let živeli v Združenih državah Amerike, kot ste že omenili, danes ste v Salzburgu, ampak vedno pa pišete poezijo, seveda v slovenščini. Vas je kdaj zamikalo, zapisati kakšen vers tudi v kakšnem drugem jeziku? Poezijo pišem samo v mojem nekako maternem jeziku, kako bi temu, ne vem, če bi temu tako rekla, ker imam občutek, da jih imam več. Ampak eseje, druge stvari seveda tudi v angleščini, v nemščini. Pri poeziji sem pri tem tako ostala. Seveda me včasih mika zdaj zamenjati in poskušati tudi v kakšnem drugem jeziku. Tudi če zamenjaš jezik, kot avtor, avtorica, kljub temu se mi zdi, ostajajo neka osnovna vprašanja, ki se potem ne spremenijo. V tem, da se vprašaš tudi, kot kdo pišeš. In te različne geografije, različne identitete so del mojega pisanja. In s tem tako se ne spremeni toliko, če se zdaj menjaš jezik. In mora tudi v tem, da ta konsistenca, da vedno ostanem v mojem pesniškem jeziku, v tem jeziku, je mora tudi moja Adrianina nit skozi vse te različne postojanke in s temi različnimi identitetami, ki so pač del mene. Vaše pesmi pa so vseeno prevedene v številne tuje jezike, v angleščino, nemščino, bolgarščino, italijanščino, srbščino, francoščino, slovaščino, češčino in tako naprej. Kako sodelujete kdaj tudi s prevajalci? Na kakšen način poteka to sodelovanje, če poteka? Že poteka, predvsem ne pri vseh, ker na žalost ne znam vseh teh naštetih. Ampak v nemških prevodih in pri angleških prevodih seveda sodelujem. Pri nemških prevodih je tako, da Klaus Detlef, ki je v bistvu znan in zelo dober prevajalec iz slovenščine, hrvaščine in drugih jezikov, z njim sodelujem že zelo, zelo dolgo in je tako, da v bistvu pri zadnjih variantah potem sodelujem, ker je tudi zanj ali pa za prevajalce hkrati to res dobra prilika, da tudi preveri svoje prevode. Hkrati pa seveda tudi tako, da se je treba naučiti, da se ne vmešavaš preveč, ker konec koncev je to prevod prevajalca, to ni moj prevod. Pri angleških prevodih sodelujem malce več, enostavno s tem, da je pač ta kontekst, kulturni kontekst precej drugačen. Se spomnim, na primer, pri prevajanju Kaj smo, ko smo, je tako, da so tle v nemškem in v slovenskem prostoru opažaš tako skupno zgodovino. In imamo podobne slike, podobne metafore, tako da to ni težko razumeti. Se pa spomnim pri angleškem prevodu, na primer, imamo to roparsko leto, ko tako narediš tako lestev, greš, in je tudi v nemščini isti koncept in je tako razumljivo, zakaj se tle gre. V angleškem prevodu, na primer, to sploh ni bilo, in je bilo dobesedno prevedeno, ker ni bilo razumljivo, kaj je to roparsko leto, rojva leto v nemščini. Bi mogoče prebrali še kakšno vašo pesem na tem mestu? Bom. Tale je, ker sem začetka malce to omenila z migracijo in to tematiko, ta pesem je iz daljšega cikla, ki se imenuje Kako oditi. Nekateri gredo vase, ko se spremeni kraj, ko se na drogovih menjajo zastave. Kjerkoli odprejo vrata, vedno stopijo v svojo ulico. Sledijo toku krvi kot reki, ki ravnodušno teče skozi razsute mestne četrti, mimo opustošene hiše, dokler se ne vrne s povratno karto sonca na izhodišče. Udomačijo zmajski strah v nočnega metulja. Zaletava se v namizno luč, ko se sklanjajo nad slovarje. Na slepo, v vseh abecedah najdejo sebe in dom.
kar nosijo v sebi, jih nese, če tudi prihodnost menja smer. Hvala. Tudi sicer, kdaj na glas berete pesmi, je pomemben ta notranji ritem same pesmi? Mi je, ja. Tudi pri pisanju jih berem na glas, deloma zdaj, ko imam vse te pametne telefone, si jih deloma posnamem in tudi poslušam, tako da mi je ta nek moj ritem, ne vem kakšen ritem, ritem mora pač po mojem načinu, kako jih jaz berem, kako bi jih jaz zame nek notranji ritem. Tako da mi je zelo važno. In to je pač nekaj, kar na primer pri prevodih je težko in imajo povsem drug zven. In najbrž tudi en vzrok, zakaj jih sama ne prevajam rada, zato ker je pač to potem nekaj povsem drugega, kar je v redu in dobijo neko novo življenje in včasih so povsem drugačne, zanimive. In nekako zame tudi nek test, a se pesem obnese ali ne, je včasih tudi malce v prevodu, ker če imam že pri originalu ali pa tako včasih malce pomisleke in če včasih malce kaj šepa, ja, bi rekla, je to potem pri prevodu, kakor da bi to dali podrobno gled. To se res vidi. No, ampak kolikor sem zasledila v enem od preteklih intervjujev, ste pa dejali, da starih pesniških zbirk pa ne prebirate na novo, ker si ne želite, da bi vplivali potem na vaše prihodnje ustvarjanje. Se tega še držite? Ja, se držim. Zato mi je tako malce pri prevodih, se moram potem s tem na novo soočiti, ampak v bistvu res to drži. Z tega prvič je tako, da se spreminjamo, ne? In od prve zbirke do zdaj, to je že kar nekaj časa minilo in me pravzaprav, ne vem kaj, mora tudi moj način iz preteklosti, očitno imam tle tudi svojo temo, me ne mika se tja vračati. Nočem, ker hkrati je morda tudi tako, nekateri rečejo, da je tako, da avtorice vedno pišejo eno in isto knjigo, morda je to tako in potem tega tudi ne bi hotela vedeti. Kako so se pa skozi leta spreminjale potem vaše pesniške ambicije? Ne vem, če se spreminjajo ambicije. Ne vem, kaj zdaj razumete pod ambicijami, če bi mi morda to malce razložili. Čisto tako v smislu nekega notranjega občutka, ne? Verjetno se neke teme spreminjajo, neki načini pisanja, neke želje. Najbrž se spreminja, ja. Spreminja se morda v tem in to že tako v zadnjih, ali pa vsaj to mi rečejo potem tisti, ki berejo te knjige, da sem se malce morda bolj tudi odprla na zunaj, da so začetke bile morda bolj intimne, bolj nekako svoj osebni svet ali pa neki notranji svet in zdaj pa so v bistvu bolj pripovedniške deloma so zgodbe. Tako da se je to že spremenilo in najbrž moja potreba, da se nekako obrnem, odprem svetu in tudi spustim druge stvari v te moje pesmi, ne samo ta svoj intimni svet. Omenili ste bralce, imate tudi neke prve bralce, tiste, ki jim date mogoče pesem za prebrati še preden seveda to nastane neka zbirka. Imate to navado ali ne? Je zelo omejeno, deloma enostavno zaradi tega, zaradi jezika, ne, ker živim vedno v drugih jezikovnih prostorih, tako da je to bolj omejeno. Je malce, ampak ni tako morda, kakor vidim naprimer tle v primerjavi z mojimi avstrijskimi kolegi, kolegicami, ker tako se z njimi včasih družimo, oni imajo tako svoj krog, ko potem dajo v pregled ali pa tako za komentarje, mislim, tega ne morem, ker v bistvu nimam tega zaledja. Živimo v zelo zanimivih, čudnih časih, lahko bi rekli. Velikokrat slišimo, da niso najbolj ugodni za ustvarjalce, za umetnike. Vi ste sicer zaposleni, vodite knjižnico Medicinske fakultete v Salzburgu, ampak kaj pa sicer kot ustvarjalka, kako doživljate ta čas, mogoče tudi zmanjšanih stikov? Ja, meni se tudi, mislim, nekateri očitno
pišejo zelo veliko zdaj v teh časih, ker imajo več časa ali pa drug mir ali pa ne vem. Zame je to mislim, pri meni je to malce drugače, prvič, ker sem zaposlena in je obratno, tako da v službi je, mislim, to pač moje delo je zdaj bolj zahtevno in zahteva več mojega časa kakor prej. In se mi zdi, da so se to tudi nekako zdaj malce razdelilo na nekatere, ki so zelo zaposleni, enostavno, ker pač takšne so njihove službe, in drugi, ki imajo kar precej časa. Mislim, prostovoljno ali neprostovoljno, to je zdaj druga stvar. Tako da v bistvu ustvarjam manj kakor prej. Pišem zdaj že dalj časa nekaj, ampak se mi zdi, da je to bolj primerno, ker so me povabili tle, da pri sodelovanju neki esej pišem v nemškem jeziku ravno o tem, o identitetah, pa tako naprej, nekaj takega, kar se mi zdi okej, to mi je bolj primerno morda za to čas. Drugače pa pesniško manj, ker se mi zdi, da rabim malce spremembe in je to zelo poleg službe in spet službe, se tle ne dogaja zelo veliko. Si mogoče uspete vzeti čas za branje kakšnih drugih avtorjev, poezije drugih avtorjev? To že, ja, v tem času sem precej berem, več najbrž kakor drugače, in predvsem pa opažam vsaj neke podobnosti, ki imajo tudi drugi, da se nekako vračam k starejšim besedilom. Tako da nekaj, kar sem morda brala pred mnogimi leti ali pa še nikoli nisem brala, in zdaj mislim tako, da manj sodobne stvari skoraj kakor starejše stvari. Morda je tudi nekaj takega, ko rečem, da bežimo pred stvarnostjo, in je 100 let razmaka, se mi zdi kar tako lepo varno brati kako tako novelo. Bi vas za konec prosila, da preberete še eno pesem in se potem posloviva. Pa bi pa za zaključek prebrala to, ravno zato, ker smo zdaj tako omejeni in ne moremo potovati, in so rekoč, v angleščini bi rekla housebound, bom zdaj prebrala to, kako potovati sam. V restavraciji zavzameš mesto, kjer imaš pregled nad mizami, pogled na oder namiznih prtičev. V stranskih vlogah nastopajo kozarci, buteljke, pladnji, a večer se začne zapletati, ko glasovi in smeh preglasijo dogajanje na mizi. Odpneš si gumbe gosta. V igri prostora te čaka vloga, ne tvoja, a trenutkoma popolnoma v skladu s tabo. Kamor je šel bik, naj gre še štrik. Natoči si nekaj žganega in stvari, ki jih nisi povedal, kot je sedel nekdo nasproti. Postelje v hotelski sobi tako razmedraš, da te ne izziva svojo samotno belino, ladja nemirne noči, ko te plima razprši v peno. Na vseh 4 stenah slike, pokrajina nad pokrajino, in niti ene namalene duše, ki bi te gledala, kako spiš. Zajtrk na odprtem. Svet, zbegan in ujet v vazi, pušča lističe, kakor prstne odtise na kraju zločina. So pravila za izgubljeno igro, a na samem jih tebi nič, meni nič, spremeniš sebi v prid. Pri vhodu lovijo vodiči dnevni plen za prazne trebuhe davnih svetišč in utrp. Na hitroma se odloči za ogled s turističnim avtobusom. Ko po zvočniku oznanjajo znamenitosti, potuješ se skozi. Na desni vsak dan, tu je osvetljen. V ozadju, kakor ledena gora, le delno vidna bivša ljubezen. Malo naprej prihodnost, pozlačena od pričakovanj. Hvala lepa, gospa Cvetka Lipuš, za pogovor, za čas in za prebrane pesmi. Želim vam in vaši pesniški zbirki uspešno pot še naprej. Hvala vam za zanimanje in za vaš čas. Hvala. Nasvidenje. Beletrina v živo.